Spoštovani poslanec Državnega zbora, magister Matej Tonin, spoštovani podžupan Uroš Pirc, spoštovana direktorica občinske uprave, gospa Bogomira Skvarča Jesenšek, spoštovani predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij občine Kamnik, še posebej spoštovani veteranke, predvsem veterani vojne za Slovenijo in seveda tudi veteranke, spoštovani člani Policijskega veteranskega društva Sever, spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki in direktorji javnih zavodov, spoštovane vsi ostali izbrani, spoštovane Kamničanke, Kamničani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na nocojšnji slovesnosti ob Dnevu državnosti. Nocoj smo se zbrali na kresni večer in v počastitev našega državnega praznika, ki ga praznujemo 25. junija, kot spomin na ta dan v letu 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. To je osrednji praznik naše ljube domovine, dan državnosti, ponos nas spominja na enkraten, veličasten, neponovljiv zgodovinski trenutek. Takrat pred 32 leti so bile dosanjane sanje naših prednikov. Generacij in generacij, ki so tisočletja pod tujo nadvlado živele na tem biseru in najlepšem koščku sveta. Na izjemni lokaciji, kjer se stikajo hribi in gore z morjem, kjer se razprostirajo širna polja, kjer je edinstvena narava in naravne danosti in kjer imamo nadvse raznoliko in po veliki večini zelo ugodno tudi podnebje in vremenske danosti, pa vendar nas kdaj pa naj tudi presenetijo, tudi danes upam, da nas ne bojo. Brez samostojne Slovenije ne bilo izgledov za boljšo prihodnost. Brez lastne države bi bili odvisni od volje drugih. V skladu z našo suvereno voljo pa od ustanovitve svoje države počasi, a trmasto in smelo obračamo stvari na bolje. Žal v določenih obdobjih z večjo hitrostjo, v določenih z manjšo in posledično ne uveljavimo vseh razvojnih možnosti, ki bi jih lahko. Pa vendar, razumljivo je, da smo glede vsega tega kritični, to spodbuja napredek, vendar je tudi prav, da ponosno opazimo velikanske spremembe in vrhunske dosežke, ki so nam kot državi uspeli v teh letih. V slabi tretjini stoletja smo iz naroda prerasli v nacijo. Smo iz totalitarizma prišli v demokracijo. Iz dežele v neodvisno in samostojno državo, iz države, ki so ji na začetku vsi odrekali diplomatsko priznanje, smo postali enakovredni in enakopravni del mednarodne skupnosti. Na vse to smo kot Slovenke in Slovenci lahko ponosni in imamo dober temelj, da našo državo razvijamo tudi v prihodnje. V občini Kamnik se srčno in zavzeto trudimo, da stvari, projekte in vizije premikamo naprej. Na vseh področjih življenja ustvarjamo pogoje za čim boljše bivanje naših občank in občanov. Še posebej je pomembno, da ustvarimo kar se da najboljše pogoje za razvoj naših najmlajših, da bodo tudi oni čez desetletja s ponosom gledani na naš čas, tako kot smo mi ponosni na obdobje osamosvajanja in neodvisnosti. Gradimo eno izmed najmodernejših osnovnih šol, novo osnovno šolo Frana Abrehta, zgradili smo kolesarski povezavi iz Kamnika do Godiča in do Ljubljane, pripravljamo vse potrebno, da bomo v tej finančni perspektivi zgradili tudi kolesarsko os ob Nevlici skozi Tuhinjsko dolino. Razvijamo cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti bivanja naših občank in občanov. Veliko energije usmerjamo v energetsko samooskrbo, kjer po energetski sanaciji Doma kulture Kamnik in stavbe policijske postaje pripravljamo vse potrebno za energetsko sanacijo in prenovo knjižnice Franceta Belantiča Kamnik, glasbene šole Kamnik, vrtca Tinkara, objekta na bazenu in tudi na Starem gradu. Na področju prehranske samooskrbe z ukrepi spodbujanja razvoja kmetijskih gospodarstv prispevamo k izboljšanju pogojev za naše kmete, od katerih proizvodnje je odvisen obstoj vsakega naroda, tudi našega. Razvijamo športno infrastrukturo in kulturne domove ter ustanove. S podporo Kickstarterju in podjetništvu ter obrti pa občina Kamnik aktivno soustvarja in spodbuja podjetniško okolje, kjer so se in se bodo v prihodnje lahko ustvarjala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Pomembni premiki so bili in bodo morali slediti tudi v tem in prihodnjih letih pri sprejemanju prostorskih načrtov, ki bodo omogočali razvoj.
Zavedamo se, da ni le zgodba da naša občina ni le zgodba o dosežkih, imamo tudi izzive, s katerimi se soočamo in priložnosti, ki jih moramo izkoristiti. Ena od teh priložnosti je trajnostni razvoj. Naša dolžnost je ohraniti našo prelepo naravo, okrepiti trajnostne prakse in zagotoviti boljšo prihodnost za naslednje generacije. V ta namen smo sprejeli strategijo trajnostnega razvoja turizma in prejeli zlati znak Slovenija Green Destination, kar nam pomeni trajno zavezo k zelenemu in trajnostnemu razvoju naše občine na vseh nivojih. Spoštovane občanke, spoštovani občani, naša skupna želja in zaveza mora biti, da v Kamniku naredimo korak naprej, okrepimo identiteto krajev in se še bolj prepoznavno postavimo na zemljevid Slovenije in Evropske unije kot primer skupnosti, ki se razvija, a hkrati ne pozabi na najšibkejše. Na primer skupnosti, kjer ima prav vsak možnost, da se razvije, da izkoristi svoje potenciale in postane najboljši v svojem poslu in v svojem delu. In primer skupnosti zadovoljnih ljudi. V prihodnosti si želim, da ohranimo enotnost, solidarnost in spoštovanje med nami. Skupaj lahko gradimo močnejšo občino, ki bo zagotavljala dobrobit za vse občanke in občane. Prepričan sem, da imamo potrebno moč, znanje in vizijo, da to dosežemo in da dosežemo velike stvari. S kvalitetnim in predanim delom v dobro skupnosti lahko na najboljši možen način izkažemo čast vsem dosežkom iz naše preteklosti in ponosno nadaljujemo in nadgrajujemo našo skupno zgodbo, katere ključni del je bila osamosvojitev, ki se je spominjamo z današnjim praznovanjem in praznikom Dneva državnosti. Ob koncu želim izraziti svojo hvaležnost vsem, ki ste prisotni danes in ki ste dali svoj prispevek k razvoju naše države. Skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost in skupaj bomo premagovali izzive, ki nam bodo postavljeni na pot. Vse najboljše Slovenija in srečno Kamnik. V rosni mladosti enkratne so, srečne, ko mlada telesa so čudežni cvet. V srcih je upanje in hrepenenje, daleč je krut resničnostni svet. Ko skorjo rumeno z očmi občudujem, zavedam se dela in mnogih želja, ko v mislih po njivah pšeničnih potujem, ob kruhu se srečen ustavljam doma. Vesela je družba.